Čemu pa je posvečena ta soba? Mi smo zdaj v spominski sobi, ki je posvečena koncentracijskemu taborišču Ljubelj Jug. Tukaj predstavljamo originalne predmete, ki so bili najdeni po vojni. Kaj pa je bilo koncentracijsko taborišče? Koncentracijsko taborišče je bila posebna oblika taborišča oziroma organizacije, kamor so zapirali ljudi. Tja noter so zapirali med drugo svetovno vojno vse nasprotnike, ki so kakorkoli nasprotovali tem, ki so bili vodilni, ki so bili na oblasti. Kaj to pomeni, da si zaprt v koncentracijskem taborišču? Ko so ljudi zaprli v koncentracijsko taborišče, so jim v bistvu odvzeli svobodo, so jih ločili od družin, od svojcev. V bistvu so jih že takoj na začetku razčlovečili. To pa pomeni, da so jim odvzeli ime, identiteto, dali so jim številko. Od takrat naprej so jih klicali po številki. In tudi oni so morali v bistvu sami sebe predstavljati kot številko. Vse, ki so jih tam zaprli, so pobrili, so jim dali enake pižame, enaka oblačila, zato da med njimi ni bilo razlik. In to pomeni, da so v bistvu izgubili vse, kar je bilo na njih nekako človeškega. Čemu pa je bilo namenjeno to taborišče Ljubelj Jug? Koncentracijsko taborišče Ljubelj Jug je bilo delovno taborišče. Delali pa so na predoru skozi Karavanke, ki mu danes rečemo predor Ljubelj. Oni so zgradili v bistvu ta predor, ki ga danes uporabljamo za našo pot do Avstrije. A to orodje iz tistega časa? Ja, tole je še originalno orodje, ki so ga takrat vsakodnevno uporabljali interniranci, torej tisti, ki so bili tukaj zaprti. A zdaj smo na vhodu v taborišča. Na tej tabli lahko vidite, kako je taborišče izgledalo včasih. To je taka shema, ki prikazuje, kje so bile barake. Tale kvadrat prikazuje, kje je bilo taborišče, to kazensko taborišče ograjeno z bodečo žico. Taborišče je imelo 6 stražnih stolpov in tukaj so prikazane v bistvu stanovanjske barake, v katerih so spali, bivali, potem sanitarne barake, pralnica, umivalnica, kakšna delavnica, prostor za nogometno igrišče in pa boks areno. Tukaj spodaj, kar je na naši desni, pa vidimo v bistvu taborišče za te, ki so vodili taborišče, ki so ga nadzirali. Če se ozremo malo naokoli, vidimo, da so tukaj še ostanki, betonski ostanki barak in različnih poslopij, ki so jih tukaj zgradili takrat v času druge svetovne vojne. Ostanki katerih stavb so to? Desno pred nami je kuhinja, se vidijo še v bistvu temelji. Tole je bilo skladišče kuhinje, klet kuhinje, ki je danes preurejena v tako spominsko klet, kjer se v bistvu spomnimo vseh žrtev, ki so tukaj umrle. A to so vse ostanki taborišča? Ne, tole je pa spomenik, obtožujem, ki je nastal kasneje, v opomin, kaj se je tukaj med drugo svetovno vojno dogajalo, da se ti dogodki ne bi pozabili, da bi se jih spominjali in da se ne bi nikoli več ponovili. Kaj bo pa tukaj? Tukaj je bil pa krematorij. Kaj pa je to krematorij? V krematoriju pa so sežigali trupla tistih, ki so v taborišču umrli. A je veliko ljudi umrlo v tem taborišču? V tem taborišču je umrlo vsaj 40 ljudi, žal pa natančne številke ne moremo ugotoviti, ker o tem ni podatkov. Kje pa ste dobili to obleko? Te dve obleki sta bili last dveh preživelih internirancev, Slovencev, ki sta bila zaprta na taborišču Ljubelj. A zaporniki so bili oblečeni samo taka tanka oblačila? Ja, to so oblačila, ki so jim jih dali ob prihodu v taborišče. To so v bistvu pižame iz celulozne volne in so bile zelo tanke. Po zimi niso dobili nobenih dodatnih oblačil. Obute so imeli cokle, odprte cokle v vseh razmerah, tudi po zimi v snegu. Nogavice in čevlje so jim ob prihodu vzeli. Delali so v vseh razmerah, torej zime so bile tukaj zelo hude in njihov delovni dan je bil res dolg. Ostajali so ob 4:30 zjutraj, pojedli nek tak bolj reven zajtrk in so delali vse do 9 zvečer. Tukaj imam še par fotografij, če vas zanima, kako je taborišče včasih izgledalo. Lahko vidite barake in tudi koliko je bilo v resnici zastraženo. Je bilo mogoče pobegniti, da je kdo pobegnil? To je ena posebnost tukaj koncentracijskega taborišča Ljubelj Jug. V bistvu je bilo od 28 poskusov pobegov 24 uspešnih. To pa ne bi bilo v bistvu možno brez pomoči tudi civilnih delavcev in teh, ki so tukaj okrog živeli. Treba je izpostaviti posebej enega gospoda Janka Tišlerja, ki je bil takrat star okrog 20 let in je bil inženir.
Govoril je nemško in francosko in zato se je lahko z interniranci tudi zelo dobro sporazumeval. In jim je pomagal, ogromno jim je pomagal s poštnimi pošiljkami, vsem svojcem je v bistvu pošiljal pisma, ki so jih napisali interniranci, prinašal jim je hrano, pomagal jim je z obleko in pri pobegih je v bistvu njih usmeril, kam morajo oni bežati, zato da bi bili pobegi uspešni.